Nekatere ptice kmetijske krajine so posebne zato, ker si za svoja gnezdišča izbirajo kmetijske površine. V preteklosti so bila to pogosto nizka barja in pa travišča z nizko raslo vegetacijo, na primer mokrotni travniki in pa stepe. Šlo je torej za neke odprte površine, s katerih so imele ptice dober pregled nad okolico, predvsem nad plenilci. V zadnjem stoletju pa zaradi izginjanja takšnih habitatov, na primer zaradi suševanja ali pa preoravanja v kmetijske površine, ptice izbirajo tudi njive za gnezdenje, ampak tam gnezdenje pogosto ni uspešno zaradi pomanjkanja hrane in pa zato, ker kmetje ta gnezda nevede uničijo med kmetijskimi opravili. V Sloveniji sta takšni vrsti ptic priba in pa poljski škarjanec, obe sta zelo ogroženi in obe sta v zadnjih 15 letih v kmetijski krajini doživeli zmeren oziroma strm upad. Priba je ena od talnih gnezdil, ki jo lahko hitro prepoznamo, kajti ima edinstveno obarvanost, je take črno-bele barve, na soncu se kovinsko sveti, in tudi eno zelo posebno oglašanje ima in zaradi tega jo težko zamenjamo s katerokoli drugo vrsto. V Sloveniji se njena številčnost in pa območje razširjenosti zmanjšujeta. Večino gnezdeče populacije sedaj najdemo na Ljubljanskem barju, v severovzhodni Sloveniji, v nižinah in pa na Krško-Brežiškem polju, medtem ko še konec 20. stoletja se je v večjem številu pojavljala tudi marsikje v severni Ljubljanski kotlini. Ponekod je populacijski upad pribe še posebej izrazit. Na Ljubljanskem barju, kjer se nahajamo danes, se je na primer velikost gnezdeče populacije v zadnjih 30 letih, od srede 90-ih, zmanjšala za več kot 85%. Na Dravsko-Ptujskem polju, pa kjer izvajamo popise po podobni oziroma enaki metodi od leta 2016, se je populacija v samo 8 letih zmanjšala za vsaj 25%. Gnezditev pribe običajno poteka od sredine marca do konca junija in pogosto tvorijo pribe take ohlapne kolonije, ki jim omogočajo boljšo zaščito pred plenilci, kajti bolj so uspešne pri zračni obrambi predvsem. Običajno gre v teh primerih za 3 do 10 gnezdečih parov, ki se nahajajo na isti njivi ali pa na sosednjih njivah. Samica izleže jajca v gnezdilno jamico, ki jo izkoplje na tleh na njivi in jo zelo skopo obda s suhim rastlinskim materialom, se pravi recimo s posušeno travo, včasih tudi z ostanki žetve. Skupaj s samcem pa potem valita 25 dni. Mladiči so begavci, podobno kot pri domačih kokoših, torej so že, ko pridejo iz jajčka, oblečeni v puh. Samica jih potem v nekaj dneh po izvalitvi odpelje na sosednja kmetijska zemljišča, kjer samostojno iščejo talne nevretenčarje, s katerimi se prehranjujejo. Glavni vzrok za upadanje populacij pribe je slab gnezditveni uspeh na njivah. Ta je posledica kmetijskih opravil, kot so oranje, brananje, sejanje in pa nanašanje umetnih gnojil. Ta opravila namreč časovno sovpadajo z njeno gnezditvijo. In če majhen del njive v neposredni okolici gnezda izvzamemo iz obdelave, dokler pribe ne zaključijo z gnezditvijo, jim na ta način omogočimo, da varno speljejo svoje mladiče. Od leta 2023 je zato v okviru sheme za okolje in podnebje, tako imenovane SOPO sheme, na voljo rezultatski ukrep za pribo, ki se imenuje varstvo gnezd pribe, in možno ga je vpisati na Dravsko-Ptujsko-Središkem polju in pa Ljubljanskem barju. Ukrep na terenu zahteva zelo tesno sodelovanje med ornitologi, kmeti, kmetijskimi svetovalci in pa kontrolno agencijo. In naloga ornitologov in pa prostovoljcev je, da na terenu poiščemo gnezda. V času gnezditve redno pregledujemo orne površine in beležimo prisotnost prib. Pri tem smo pa še posebej pozorni na znake, ki kažejo na morebitno gnezditev, to je na primer svetovanje, parjenje, preganjanje plenilcev in pa čepenje na tleh. Ko najdemo gnezdo, ki je na tleh zelo dobro skrito, se mu previdno približamo in ga potem čim bolj neopazno označimo s tankimi količki, ki so zapičeni od gnezda v razdalji približno 1 meter na 4 strani neba. Pomembno je, da se v okolici gnezda zadržujemo čim manj časa, to pa zato, da te lokacije ne izdamo morebitnim plenilcem. Hkrati si pri gnezdu tudi zabeležimo natančne koordinate gnezda in jih potem redno oziroma vsak večer sproti sporočamo Agenciji za kmetijske trge, ta pa obvesti lokalno kmetijsko svetovalno službo in ta se dogovori s kmetom potem za terenski ogled gnezda.
Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana sodelujemo v tem ukrepu, ki se imenuje varstvo gnezd pribe. Ta ukrep spada v SOPO shemo in sicer je enoletni ukrep. In vam bom povedala, kako to poteka. Ornitologi začnejo z mesecem marcem iskati gnezda pač na določenih površinah na Barju, in ko najdejo gnezdo, to gnezdo zakoličijo. Potem te koordinate gnezda pošljejo Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Agencija nas pa potem terenske svetovalce obvesti. O tem gnezdu mi dobimo pač tabelo z imenom in priimkom kmeta, z njegovim midom, iz kje je, naslov in seveda lokacijo oziroma koordinate samega gnezda. Potem je naša naloga terenskih svetovalcev, da v 2 dneh obvestimo kmeta, seveda ga pokličemo, kmete svoje poznamo, ga pokličemo in mu že po telefonu povemo majčkeno o ukrepu, zakaj se gre, kaj varujemo s tem ukrepom in njegove obveznosti. Večina kmetov je zainteresiranih za varovanje te pribe, tako da s tem nimamo težav. Zmenimo se za določen datum, letos smo to začeli, da se terenski ogledi potekajo ob petkih, tako da se z ornitologom in kmetom zmenimo, da se v petek dobimo, gremo na njivo, tam je koordinata gnezda, gnezdo pogledamo, terenski svetovalci potem z aplikacijo Fotosopotnik to gnezdo poslikamo. Jaz sama slikam recimo 3 slike naredim, mora biti pa v sliki obvezno vsi 4 koli zavzeti in fajn je tudi, če se vidijo jajca. Potem to sliko še isti trenutek pošljemo preko aplikacije Fotosopotnik na agencijo, pač da oni pol vidijo, da je bilo ta slika narejena kot en dokaz. Kot drugi dokaz je pa ta, da moramo še enkrat iti potem na teren od 15.6. do 30.6. narediti še eno sliko gnezda, da seveda do takrat mora kmet pustiti vse 4 kole na določenem mestu. In pogoj je ta, da pri svoji obdelavi kmetijski se mora seveda temu gnezdu, vsem tem 4 kolom ugibati, da varuje to gnezdo. Tako da 15.6. bomo šli še enkrat na teren, poslikali še enkrat te kole, seveda takrat v upanju, da bojo teli piščančki pribe že izvaleni, je to in bo vse v redu. Kar je pa še pomembno za kmeta je to, da mora pri vnosu subvencijske vloge terenskega svetovalca pač opozoriti, da bo varoval to gnezdo oziroma da ga varuje, in terenski svetovalec mora pri vnosu zbirne vloge narediti kljukico. Samo varovanje je nagrajeno za kmeta in sicer stane okoli 200 evrov na gnezdo. Tako da danes smo imeli zelo uspešen dan, bili smo na eni njivi, na katerem je bilo v začetku že, da so bila določena 3 gnezda in mi smo ob pogledu teh gnezd najdli še 2, od tega je eno našel kmet sam. Torej ima na 3-hektarski njivi z današnjim dnem najdenih 5 gnezd. Toliko za enkrat.